V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnji dan sreda. Smo v 5. postnem tednu. Pri tej sveti maši bi molili za vse tiste osebe, ki skrbijo, da življenje lahko teče naprej, za vse tiste ljudi, ki delajo po trgovinah, prodajalke, marsikdo drugi, ki dostavljajo hrano na dom, tisti, ki se v zdravstvenih ustanovah trudijo, zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, pa tudi za vse ostale ljudi, ki delajo po občilih, ki nam posredujejo poročila, in tudi ostali ljudje, ki pomagajo v drugačnem smislu, da teče življenje nemoteno. Pa najprej na začetku maše poglejmo svoja srca in obžalujmo vse tisto, kar smo slabega delali v mislih, besedah in dejanju. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Oče, razsvetljuj srca svojih otrok, ki jih je pokora očistila, nagibaš nas, da ti služimo, zato nas tudi dobrotno usliši, kar te prosimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Daniela. Tiste dni je kralj Nabuhodonozor rekel Sidrah, Mizah in Abdenago: ali je res, da ne služite mojemu Bogu in ne molite zlate podobe, ki sem jo postavil? Zdaj torej, ali ste pripravljeni, da padete na obraz in molite podobo, ki sem jo napravil? Brško zaslišite glas roga, piščali, citer, plunke, psalterija, dipel in vseh vrst glasbil. Ako je ne boste molili, boste še to uro vrženi v gorečo razbedeno peč. In kdo je tisti Bog, ki bi vas rešil iz moje roke? Sidrah, Mizah in Abdenago so odgovorili kralju Nabuhodonozorju: ni nam treba, da ti na to odgovorimo.
Naš Bog, ki ga častimo, nas more osvoboditi in rešiti iz goreče razbeljene peči in iz tvoje roke, o kralj. Ako pa tega ne bo storil, vedi, o kralj, da tvojega Boga ne bomo častili, ne molili zlate podobe, ki si jo postavil. Tedaj se je Nabuhodonozor raztogotil in izraz njegovega obraza se je spremenil nasproti Sidrahu, Mizahu in Abdenagu. Spregovoril je in ukazal, naj peč 7-krat bolj zakurijo, kakor so jo sicer zakurili. In najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal, naj zvežejo Sidraha, Mizaha in Abdenaga, ter jih vržejo v gorečo razbeljeno peč. Vprašal je svoje svetovalce. Tedaj je kralj Nabuhodonozor ostrmel in hitro vstal. Ali nismo vrgli 3 mož zvezanih v ogenj? Odgovorili so in rekli kralju, seveda, o kralj. Odgovoril je in rekel, glejte, vidim 4 može razvezane. Kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani, in 4. je videti kakor Božji sin. Nabuhodonozor je vzkliknil, slavljen bodi Bog Sidrahov, Misahov in Abdenagov, ki je poslal svojega angela in osvobodil svoje služabnike, ki so se zanesli nanj, prestopili kraljev ukaz in žrtvovali svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega Boga in ga ne molili razen svojega Boga. Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, hvale vreden in veličasten na veke. Hvale vreden in veličasten na veke. Slavljen si Gospod Bog naših očetov, hvale vreden in veličasten na veke. Slavljeno je tvoje sveto veličastno ime, hvale vredno in veličastno na veke. Hvale vreden in veličasten na veke. Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju, hvale vreden in veličasten na veke. Slavljen si na svojem kraljevem prestolu, hvale vreden in veličasten na veke. Hvale vreden in veličasten na veke. Slavljen si, ki preseluješ nad kerubi, hvale vreden in veličasten na veke. Slavljen si nad nebesnim oblokom, hvale vreden in veličasten na veke. Hvale vreden in veličasten na veke. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad po trpljenju. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus tistim Judom, ki so vanj verovali. Če boste v mojem nauku vztrajali, ste zares moji učenci. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Rekli so mu, Abrahamovi potomci smo in nismo nikdar nikomor služili. Kako praviš ti, postali boste svobodni? Jezus jim je odgovoril, resnično, resnično povem vam, vsakdo, ki dela greh, je suženj greha, suženj ne ostane zavedno v hiši, sin ostane vedno. Ako vas torej sin osvobodi, boste zares svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci, toda vi me hočete umoriti, ker za moj nauk vas ni prostora. Jaz govorim, kar sem videl pri očetu, in vi delate, kar ste videli pri svojem očetu. Odgovorili so mu, naš oče je Abraham. Jezus jim pravi, če bi bili Abrahamovi otroci, bi izvrševali Abrahamova dela. Zdaj pa me hočete umoriti, mene, ki sem vam povedal resnico, katero sem slišal od Boga. Tega Abraham ni storil. Vi izvršujete dela svojega očeta. Rekli so mu, mi nismo rojeni iz prešuštovanja, enega očeta imamo, Boga. Jezus jim je rekel, ko bi bil Bog vaš oče, bi me ne ljubili, ker sem iz Boga išel in prišel. Nisem namreč prišel samo od sebe, ampak me je on poslal. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnje Božje besede. Prvo berilo je zelo lepo, je iz knjige preroka Daniela. Imamo 3 Jude, ki so v izgnanstvu v Babilonu, Sidraha, Misaha in Abdenaga. In Babilonu bi mogli moliti podobe, ki jih je kralj Nabuhodonozor postavil. In ti 3 ljudje so se mu uprli. In Nabuhodonozor jim je rekel, da
jih bo dal umoriti, če ne bodo molili njegove podobe. Ampak oni mu rečejo, da jih lahko Bog reši iz razbeljene peči, kamor jih bo Nabuhodonozor vrgel. Ampak tudi potem nadaljuje, če tudi nas Bog ne bo rešil, bodo še vseeno njega naprej častili, ne bodo se dali premamiti drugim bogovom. Tukaj vidimo, kako močno vero imajo ti trije Judje, da se ne bojijo, da bodo vrženi v peč, ampak da ne morejo odstopiti stran od Boga. Imajo eno izkušnjo Boga, ki jih ima rad, kljub temu, da so izgnanstvo, ga čutijo blizu, je z njimi. Potem se zgodi, da jih res vrže v peč in jo 7-krat bolj zakurijo. In na koncu kralj vidi, da so 4 noter, torej še noter angeli, ki jih varuje, da jim nič ogenj ne more. Na koncu se še je tale kralj potem spreobrnil. V Evangeliju smo pa slišali iz Evangelija po Janezu, imamo zgodbo, kjer Jezus se prereka s pismouki, nekateri Judje verjamejo van, drugi ne, in jim pove lepe besede na začetku, jim reče, če boste v mojem nauku vztrajali, ste zares moji učenci. Torej, če bomo ostali v njegovem nauku, kaj pa je njegov nauk? Njegov nauk je torej, ljubiti drugega kakor samega sebe, verovati v Jezusa Kristusa, ljubiti Boga z vsem srcem. To so te 2 zapovedi, ki nam je Jezus dal, da ljubimo Gospoda svojega Boga z vsem srcem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Takrat bomo ostali v Božji ljubezni in tudi sedaj v tem času nam to lahko zelo, zelo veliko pomaga, da človek ne obupa, da zmore iti naprej, da ko čuti Boga blizu sebe, da ne ostane na mestu, da lahko vsak dan, vsako jutro stane, pa čeprav se včasih zbudimo mogoče morda s težkim srcem ali pa zaskrbljenostjo, če pomislimo na Boga, nam je vseeno nekako lažje. Jezus nam pravi, in gledajte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Torej, Gospod je z nami vsak trenutek, tudi zdaj v tem obdobju je z nami, še prav na poseben način, nas bodri. In če ostanemo v njegove ljubezni, ga lahko čutimo. Lahko čutimo njegovo roko, njegov objem, njegovo ljubezen. Pa prosimo, da bi se v teh dneh, ko si vzamemo čas za svoje bližnje, da smo skupaj, da ko smo s svojimi bližnjimi, smo vedem tudi skupaj z Bogom. Pa prosimo, da bi bili Svetega Duha, da bi bili odprti za njegovo ljubezen. Amen. Bratje in sestre, Gospod Bog, vladar nebes in zemlje, posluša prošnje svojega ljudstva. Daj voditeljem cerkve pomoč, da bodo znali v vednikih utrjevati prave duhovne vrednote. Prosimo. Prosimo te, usliši nas. Voditeljem narodov in držav pomagaj, da bo njihovo delo služilo napredku vsega človeštva. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj ljudem, da bi prav cenili človeško svobodo. Prosimo te, usliši nas. Daj nam pogum, da bomo vedno izpovedovali resnico. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse nas, ki se trudimo, ki se trudite, da bi lahko omogočili normalno življenje vsem ljudem. Prosimo. Prosimo te, usliši nas. Molimo, da bi cerkev na Kitajskem strala v zvestobi Evangeliju in rasla v edinosti. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, uslišite naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekoma. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekoma. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, poglej na naše darove, ki si nam jih ti dal. Prinašamo jih k tebi hvalo in te prosimo, naj nam bodo v nebeško zdravilo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju tvojega sina je ves svet moral priznati skrivnost tvojega veličastva, ker se v skrivnostni moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križanega. Zato te tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, Hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in boj že nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, Ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Pa vas povabim še k prejemu duhovnega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Hvala Jezu za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanemo v tebi. Molimo. Dobri Oče, to sveto obhajilo naj nam bo zdravilo zoper hudobijo našega srca in naj nas vedno trjuje v dobrem po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj po maši bomo tudi izpostavil najsvetejše, bomo zmolili litanije Jezusovega srca, pa vabljeni. Za trenutek se bo prekinilo, pa se bo dokaj hitro, bomo se nazaj povezali. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.